in ravno zaradi tega, danes si tole si zelo lepo povedal in tudi prej že cel kup stvari. Hvala. Prosim. Zato mi je toliko škoda, da to otroci ne dobijo. Ja, skoraj da bi bilo. Tako, ker tečejo Cooperja, pa pa da bi tudi nekaj tega dobili v tej osnovnošolski vzgoji. Se ne rečem, da je treba to peljati skozi. To po Sloveniji je razširjeno. Je precej, ni pa del rednega kurikuluma. Ja, se ne dovoli, da pridejo dovolj noter, da pomagajo šolstvu pri temu. To pa je odvisno staršev, od samih otrok, od urnikov, tudi od nekaterih klubov, ker nekateri klubi grejo tja zato, da si prisvojijo potem določene člane, s katerimi potem grejo na tekmovanja in tako naprej. Ne? Vsa ta problematika je potem. Ne? Torej, učijo po šolah, ja? Ampak ni del, kakor si rekel ti, ne? In tudi ne bo. Verjetno. Ne vem, kaj pripelje naš svet, ne? Upajmo na boljše. Ampak ni v interesu. Kje je v interesu imeti modrijane pa močne ljudi? Ni v interesu. Rečeš nekomu, ok, ti ne dam plače. Prav, bom dihal. Kaj pa je tvoje poslanstvo? Jaz čutim, verjamem, obenem upam, da je to moje poslanstvo, kar delam. Ker jaz sprejemam borilne veščine kot poslanstvo. Zakaj? Nad vse ljubim te stvari, ki jih učim. Jih izvajam vedno, grem spat, razmišljam o temu, vstanem, delam to, raziskujem. Delam tudi, izvajam programe, ki jih ne bom nikoli učil. Ampak živim za to in od tega. In verjamem v ne kvaliteto, učinkovitost teh programov. Učinkovitost za rast človeka in za rast miru med ljudmi. Miru, potom spoštovanja, ljubezni, dela na sebi in tako naprej. In ker to verjamem in mi je bila možnost dana, da učim, ker ljudje so začeli me spraševati, daj me učiti in tako naprej, sem začel učiti, sem to vzljubil, sem videl, da je to krasno in sem to sprejel bolj kot delo, kot poslanstvo dobesedno. In sem zelo hvaležen za to. Jaz sem vsem učencem izredno hvaležen, da so. Ne? Da so bili in da bodo, ker pridejo pa grejo. In življenju samemu, ne? Bogu, jaz pravim Bogu, ne? Eni bi rekli Tao, eni življenje, eni karkoli. Ne? Sem zelo hvaležen in to je po moje. Jaz to čutim, da je to moje poslanstvo. In zato, ko me sprašujejo, zdaj bom star 60, ne? In me sprašujejo... letnik. A nisi eno leto manj ti? Mogoče en let manj ali pa en let več, ne vem več točno, ampak mi smo tam. Jaz sem 66. No, jaz pa 67. Evo. Skratka, ko me sprašuje, kdaj bo šel pa v penzijo, ja, ni penzije, jaz upam, da bom učil, dokler živim. Ja. Koliko ur na dan, koliko ur na teden, kaj, pojma nimam, kar bom zmogel. Ja. Ampak da bom učil in da bom to treniral, moja želja je, da celo življenje. Itak. To je z mano isto tukaj. Ne glede na zdravje ali karkoli. Ja. To jaz čutim dobesedno to kot poslanstvo. Zato tudi zato zmorem urnike, za katere sem me prej vprašal. Ker si notranje motiviran. Ja. No, potem so še seminari vikend, ne? Ko so vikend seminari, tam je pa spet veliko dela, ne? Ja. Pa še noč, ne? Nočna je enkrat na leto. Enkrat na leto. Ja. Če ne drugačne nočne delam sam. Na tiste nočne imam tudi take nepozabne spomine, fenomenalno. Ja, res, to, da ker ne moreš, ko smo prvič, sem rekel, pa to ne morem verjeti, prvič po celem dnevu si zmatren. Pa prideš tam nekdaj, v polnoči, kdaj se že dobimo? Takrat smo začeli ob polnoči in smo končali ob 6. Ja. No, tako. Že če bi nekdo rekel, čez dan 6-urni trening, bi bila huda. Zdaj pa še po noč, po celem dnevu. Ampak je res, tako kot v ledeno vodo, polk je pa konc. Ja, si drugačen.
Se zato so Fenomenalna seminari izkušnja. in žal ljudje ne razumejo več tega, včasih so bolj razumeli. Seminari, večdnevni seminari so zato, da ti greš iskati transformacijo, višji nivo. Če ti 3 dni, 2 nočitvi vsaj, treniraš vsaj po 8 ur na dan, karkoli, ampak da treniraš kot norc, greš čez sebe. In ko greš čez sebe, v tebi ostane kakor en tatu, na tebi, kakor en tatu, ki ne gre proč. Je pa res, da to je treba veliko matranja, si moraš vzeti čas, moraš plačati. In to je zahtevno. So pa posebne stvari, zato so narejene, ne? Narejene so zato, da se da možnost nekomu, da razume, da sproba, da okusi nekaj posebnega. Ne? Ja, ampak zdaj si že parkrat omenil, da zdaj ni več tako, pa generacijsko, pa to. Je teže kot včasih. A res? Ker meni se, ne vem, očitno smo ista generacija, ja, za tega, ampak meni se zdi pa to tak tril, da ja, da greš čez sebe še to, ne? To je tvoje mnenje, tvoje osebno prepričanje, tudi moje. Ja. Ampak danes je telesno matranje, telesno delo je vedno težje sprejemljivo se strani ljudi. A je to res? Pa jaz poznam veliko ljudi, ki Slovenija je narod športnikov. Slovenija je genij naciji, kar se tiče tega. Ampak Slovenija ima obenem toliko lenob in gnilih ljudi, da je groza. Obenem ima veliko norcev, res norcev, ogromno nadpovprečnih športnikov in ekip, ima pa tudi drugo varianto. No, ampak če pustimo nadpovprečne športnike, vzamemo sem ta močen rekreativni nivo, ne, ali pa to preko, jaz poznam milijon ljudi, ki ne vem, Jurij bo surfal 6 ur v buri, da bo že crknil, pa bo še zmeraj držal ti slog. Poznam ljudi, ki plezajo, recimo na turno smuko, ki gremo. Pač, to je vedno nas dosti, to ni nobenega problema najti, da ti tam. Ker si tudi v takih krogih. Ne? Ja, mogoče. In prikličeš tako, ker takih ljudi je veliko povsod. Slovenija, kakor si rekel, je polna takih ljudi. Ja. Jaz govorim o generacijah in kaj ta svet tolče po teh novih generacijah. Torej, nove generacije ljudi so vedno manj sposobne močnejšega telesnega dela. Zdaj, drugo je, če ti opazuješ športne klube, kjer imajo recimo na zelo višjih in priznanih nivojih ekipo. Ja. To je drugo, to je drug svet. Okay, ja. Ti tudi malo propadejo telesno. Ampak normalen človek, zdaj, če ti hodiš po cesti, vidiš to. Včasih si videl, da je nekdo se objemal z nekom, da se je pogovarjal, da se je smejal, da je laufal. Zdaj vidiš to. Ja, res je veliko tega. En primer, ne? En primer. Pažnja na prehrano, spoštovanje ljudi, kar se tiče različnih drugih stvari. No? Bodi si na delu, bodi si v šolah in tako naprej. Ne? In to je potem povezano tudi na to, kaj in koliko dela nekdo na sebi. Nekdo, ki zdravo dela na sebi in redno, bo težje bo, da se bo grdo obnašal do sočloveka. Ne, da se ne bo, težje bo. Imaš tudi velike egote, pa arogantne že. Ampak je težje. Ne? Ja. Je, tako je. Jaz govorim o tem, kar videvam pri ljudeh, o pripravljenosti na. Če potem damo na pladen Slovenijo, veš, da smo v svetu res cekinček, ne, kar se tega tiče. No, pa očitno res, saj jaz živim v nekem takem balončku, neke družbe, nekih ljudi, nekih naročnikov, ki to, ki mogoče res niso povprečje ali pa neka stalnica ali pa neko trenutno
tako stanje duha. Kar je po svoje tudi logično, sej, da te nekdo poišče, da mu pomagaš narediti dom, a ne dom je sorazmerno zelo intimna stvar, da ti še do telesa, jaz do doma in da se nekdo tebe mene zbere, mu mora nekaj rezonirati. Jaz pravim, da mora, če hočemo dobro funkcionirati, da si moramo deliti vsaj do neke mere lifestyle, da imamo neke skupne točke, pa neke moralo, neko etiko, da smo približno na isti valovni dolžini. Drugače je to nemogoče. Vedno manj. Ja. No, in takim me ali pa nas, zdaj, ki nas je več poiščejo, hvala Bogu, to je pač nek mogoče res ožji segment, ko bi bili neki splošni, ampak je pa dost močen in ta segment pa ve, da to hoče in je v redu. Je pa res, mogoče smo res v balončku. To sem ugotovil enkrat, tle sem imel intervju, je prišla, ne vem kako je do tega prišlo, za RTV, da bi naredila intervju z mano. In ona to tle pride, ona sprašuje, jaz govorim. Nekar ona objavi članek in napiše, kot headline je ven izluščila moje besede, ki sem rekel, da bi jaz težko projektiral za ljudi, ki se ob 10 zjutraj usedejo in gledajo špansko nadaljevanko. Jaz dejansko s tem nisem nič slabega mislil, pač vsak po svoje. Nekdo tako, nekdo drugače. Lažje delam za nekoga, ki se ukvarja z borilnim veščinam, ki smuča, ki surfa, ki teče, ki karkoli tazga, kot za nekoga tazga. In sem samo to izrazil. Ona je dala to na portal MMC ali RTV ali ne vem kaj, da ti vidiš, kako se je usul po meni. Kaj si mislim, pa to, pa on, pa to, pa. Sem najprej še mislil odgovarjati, pa sem si mislil, kdo ne razume mojega stavka, sem ga lepo povedal. Jaz bi težko delal za take ljudi. Nič nisem rekel, da je kaj narobe z njimi, nič nisem rekel, da nobene sodbe. Ampak pač... Moraš vedeti, da mnogim ljudem na tem svetu je dolg čas. Tudi če imajo družino, tudi če imajo svoje hobije, ampak v resnici v duši noter jim je dolg čas. In rabijo napolniti tisto praznino z nečem. Prva od stvari je kritika. Torej, ne glede na to, če si ti tekmovalni konj ali konj, ki je za napolidelstvo ali poškodovan konj, bojo tebe kritizirali kot poškodovanega konja ti ljudje. Zato, ker jim je v duši dolg čas. Oni rabijo hrana pa je kritika. In takih je nekaj naokoli. Ne moram reči veliko, malo, ampak je nekaj naokoli. Nekateri prav iščejo, da te bodo izzvali, zato ker se s tem hranijo. In tako pač je vedno bilo in bo povsod, nimaš kaj. Karkoli bi ti povedal, bi vedno našel nekoga, ki bi imel nekaj zapovedati. Ja, ampak to, da vendar veš, kaj je to rekel in tako naprej. Kdo ve, kaj bojo meni govorili, glede na to, kar sem govoril o borilnih veščinah, športu in tako naprej. Pojma nimam, mogoče me bojo pljuvali, pa kaj. Ne, da ne misliš, da sem se jaz to kaj dosti sekiral, to sploh ne. Ne, ampak si povedal en lep primer, ki sva ga malo razširila. Ker že, ko sem prvi začel tem, se veš, v naši mladosti teh literature pa knjig ni bilo velika, si res vsako dragoceno, če si jo najdel. No, in jaz sem tam nekje pri 20 naletel na knjigo od Dale'a Carnegiea, ki je prvi takrat malo učil o retoriki, o tem, kako prijatelji, teh odnosih, mečken se je tega dotikal, te literature je zdaj velika. In on je napisal eno stvar, ki sem si jo pa še do zdaj zapomnil. On je rekel, noben ne brca poginulega psa. Simpel kapasu. Se pravi, če ti tam crkven ležiš, se noben ne vzmenil zate. V hipu, ko pa ti neki si aktiven na nekem področju,
arhitektura, borilne veščine, imaš svoje mnenje, pa to. Se jih bo pa zmer najdel neki, ki bojo pač probali. Ampak to je itak irelevantno. Povsod. Ja. Zaradi različnih vzrokov te morajo malo popluvati. Če drugega ne, da ni tako dolg čas v življenju. Ne. No, ampak to res, to razumem na razumski ravni, težko si pa to predstavljam, kako je lahko nekomu dolg čas. Veš kaj, to sem bolj metaforično povedal. No, ampak jaz verjamem, da je tudi čisto realno. Noter je bolj prazen. Kdor je v sebi radosten, zadovoljen, vesel, vsaj približno, vsaj pol dneva v 24 urah, bo težko iskal kritike. Bo lahko rekel, ta je po mojem povedal neumnost ali pa kako to da. Danes so pa te oblike kritik narejene na tak način, da se piše in kritizira, tudi zato, ker jaz napišem in potem se lahko skrijem. A ti je kakšen potrkal na vrata pa rekel, se lahko nekaj pogovorimo, jaz bi vam pa povedal, kaj mislim. Koliko jih je prišlo? Nič. No. Je pa res, ne, da ne bo to izpadlo kot negativno, je pa res, da je pa prišlo par ljudi, ki smo se pa zmenili, so postali moji naročniki in so mi kasneje povedali, ja, tisti intervju smo brali in tukaj smo se najdli in zato smo pa do tebe prišli. Sej ni važno, če sva midva istega mnenja. Absolutno ne, ja. To sploh ni pomembno. Ali pa recimo jaz nekaj sedaj govorim in na koncu mu rečeš, Andrej, po moje si govoril ene pol ure neumnosti. Ne? Zakaj? Zato, ker po moje so to neumnosti. To ni noben problem. Seveda ne. Kadar pa hoče nekdo pljuvati na te, pljunc ne gre tako daleč. Moraš priti blizu nekomu in si upati resnično mu pogledati v oči in z besedami potem pljuvati po človeku. To potem je odkrito. Ti mi lahko poveš različne, ne na nesramen način, ampak tudi stvari, ki so meni grde, o meni, ker se ti zdim idiot ali pa lolek. Ok, ampak se pogovoriva, poveš. Najlažje je pa po SMS-u ali pa po mailu, ne po mailu, po SMS-u na hitro napisati in potem zbežati. Ja, ali pa tam na forum neki. Ja. Ali pa na forum in se tam afnaš, zato ker tvoja duša ni polna. Ti je dolg čas, noter, si prazen. To ni bojevništvo. Ja. Ni. Ja. In tega je veliko in povsod. Itak. Pomembno je, da ti, ko nekaj poveš ali narediš to s srcem in čim bolj kvalitetno. Če ti veš, da si bil pošten, ja do sebe, ampak tudi do okolice, ker pomembno je, da kadar nekaj izvajaš, ti hiše, jaz treninge, nekdo drugi, nekaj pico in tako naprej, da delaš s srcem oziroma da želiš narediti nekaj prav za nekoga. Če si se ti to potrudil, ma naj pljuvati se v svet na te. Saj sem seveda. Na to jaz nisem bil nikoli občutljiv in jasno, to mi je. Jaz pa sem bil večkrat to občutljiv. Ja, Viš, ko sem se to nekaj imam trudil, sreča, da mene se pa to ni nikoli dotaknilo. živel sem zelo za principe, za ideale in tako naprej in potem, če se je zgodilo kdaj, da so se na moj račun lagali za hrbtom in pljuvali po meni, to je mene zelo bolelo. Ja, pač tak sem. Ja, tak si, ja, sej. Ja. Dokler se nisem menil z njimi, potem je vse minilo, ampak se moram zmeniti s človekom. Če pa nekdo za mano, za hrbtom, govori stvari, ki niso, potem mene boli. Amen. Vsi različni. Ja, eni nimajo problemov. Ja, jaz nimam problemov. Ja, super. Jaz nisem tak. Hvala Bogu. Top, ja. Jaz sem mal te teme, kjer sem se hotel dotakniti, sva se pogovorila o njih. A je kaj tazga, ker pa nisem, ali pa bi ti želel, da bi jaz vprašal, ali pa še kaj povedati, ker da sem kaj zgrešil, kaj bistvenega. Jaz mislim, da sva danes povedala še več, kakor sem si upal, da bova govorila. Zato, ker ti si mi dal že od prvega trenutka dalje priložnost, da sva se pogovarjala o mojem svetu, o moji ljubezni, o mojem poslanstvu, o tem, v kar jaz verjamem, kar delam,
kar se trudim, da bi bilo dobro in tako naprej. In več ni možno. Jaz sem si predstavljal, da se bova drugačne stvari pogovarjala, pojma nimam kaj, in potem tu pa tam dotaknila tudi borilnih veščin. Ne, to je bilo več kot dovolj zame. Se pravi, okej. Ne, seveda. Ker si nisem predstavljal, kaj se bova midva pogovarjala. Ti si rekel, življenje tudi v povezavi z borilnimi veščinami, in torej sem prišel tako. Saj prav. Ampak saj to je, saj sva se o življenju. Absolutno. Tudi zelo globoko. Je pa slučajno tako, da je to dvoje pa res zelo povezano. Zelo povezano. In to, ker si res, jaz drugače to, ker se pogovarjam, ponavadi preposlušam na hitro, pa tako, ampak tega moram prav še enkrat, ker par si imel res takih izjav, tako, da mi je kar da ti ustrezajo. Ustrezajo mi itak, in tudi bi rekel, da vem te stvari, sem kakšno stvar vprašal, ker sem že vedel, zato da ljudje, ki mogoče ne poznajo to. Ja, to so stare modrosti, to ni nič mojega, kar sem jaz danes rekel. Ampak pri tebi se vidi, da si pa to toliko študiral, da znaš to strukturirano povedati. Recimo, to globoko pa jaz nisem. In to pa pomaga človeku, da ker učim, veš. Ja, se vem. Ker učim ljudi, mi je to dano, oziroma to moram ne vedeti, znati. Ja. In to je velika pomoč, ne? To je velika pomoč. Ja. Prav zato. Vsekakor mojega ni nič, to so samo stare modrosti velikih ljudi. In konec. V katere sem verjel že od začetka, katere sem raziskoval, našel, se učil, poglobil, in zato jih znam citirati, jih znam živeti in tako naprej. Ne? Ampak jaz sem samo en poštar, bi lahko rekli. Ne? Dobro, recimo, mislim, da nisi sam poštar, ampak v redu. Pa ne, da bi mislil, da so poštari kaj slabega, ampak ne. Mislim, da nisi samo poštar. Ker si, saj sva prej ugotovila, pri sekiri noben te ni sekira učil. Ti si zbral vse znanje. To sem raziskoval par let. Ja. In si potem sam v nekaj razvil. Ti bi se lahko nekoga sekiro morda učil. Ja, se učim. Ja. Tudi sekiro. Enega človeka. A res? A zdaj imaš vse termine zasedene dopoldanske? Trenutno, to je malo čudno obdobje, so se nekateri sprostili, ampak v glavnem ja. Ja. Če so se eni sprostili? Če se bodo sprostili, ampak trajno, pa te bo zanimalo, se lahko zmenimo. Ja, res. Z velikim veseljem. Vse včasih sva imela, tako da... Ja, sej tako. To bi me, in tam bi se res... tem dvema bi se posvetil bolj, ker me res privlačita, me tako prav fizično me privlačita boken pa palca. Ja. Medtem, ko v klubu sem pa verjetno pojavil za ta tai chi, to moram zdaj nazaj. To sem takrat ironično, ko sem gradil preprost lastno hišo, nisem premogel toliko notranjega miru, da bi še tai chi delal. Takrat bi rabo karate, ne tai chi. Vse sem delal tudi karate. Karate ni bil problem. Tai chi, prav sam sebe sem uvozil, nisem zmogel tega, in takrat sem pa tai chi malo pustil. Veš, tai chi se uči na zelo močan in globok samozdravilni način, kakor si ga spoznaval, ne? Ja. In je pa tudi zelo huda borilna veščina na zelo visokih, prefinjenih nivojih. In takrat, ko jo izvajaš, je kakor da bi izvajal karate na ento potenco. Ti si se učil tistega samozdravilnega, pomirjevalnega, in morda v tistem obdobju si se moral spucati, ne samo pomiriti, ne? Ampak si moral spucati ven svinjerije zaradi določenih vzrokov, in to ti da samo dinamika, da užgeš določene stvari. Ne? Zato ti je karate bolj pomagal. Če bi poznal borilni del tai chija, bi ti tudi pomagal. Ne? Zato je to. Ne? No, tako da je to. Lej, Andrej,
tako kot sem na začetku rekel, ti si res zanj smo se z Alenko pogovarjali, pa sem malo našteval, pa mislim, da jaz ne pridem čez prste ene roke, še do zdaj v življenju. Si še mlad. Letki mlajši, ki ti več. Ja. Prav življenjski mentor spremenil in marsikjer moj pogled in moj življenje v marsičem, tako da zato sem ti za nazaj in za naprej res ful hvaležen. Jaz pa tebi. No, dobro, ne vem, zakaj bi bil ti meni, ampak v redu. Ker si ti dovolil, da lahko delim bogatstva, ki so mi bila dana. Ti si dovolil, da ti jaz lahko dam bogatstva, ki so mi bila dana. Če ti ne bi dovolil, ti jaz ne bi mogel dati, ker si odprt in te to zanima in verjameš v to, kar govorim, jaz lahko bogatstva, ki so mi bila podana, lahko dajem naprej v tebe. In torej, seveda, hvala tebi, zato ker jaz lahko dam sem vodo, ampak če je kozarec, če kozarca ni, ne gre. Ne? No. Sem pa ti hvaležen, zato ker, kakor veš, nad vse ljubim to stvar in če utegnem deliti te zaklade, ni lepšega. Ne? Ja. No, v glavnem, hvala ti za to, pa za vse, ker si vse, kar počneš, pa še enkrat za to, da si vzel čas, da si sem prišel. Nisem bil čist prepričan, kako boš te vzel povabilo ali ne, ampak sem rekel, lej, jaz mislim, da... Veš kako, jaz podcast nisem poznal, nisem imel pojma, kaj je podcast. Ja. Najprej, kakor sem ti prej rekel, sem mislil, da je to direkt in sedaj Slovenija me posluša. In konec. Nisem vedel, zakaj je to. Je kakor spraševanje predstavljal. Nisem vedel. Skratka, krasna stvar, posebno zato, ker sva se lahko pogovarjala o stvarih, ki so mi ljube, ne? In zanimive. No, meni je ta format ljub zaradi tega, ker ni tukaj vprašanje, 2 minutke, pa vas bomo pa zrezali na 30 sekund, zdaj pa naslednje vprašanje, ki s tem nima nobene veze, ampak dejansko se lahko razvije pogovor, kjer, recimo, jaz sem si zastavil nek frame in nekje, ker sem mislil, da se bomo veliko pogovarjala, sva se sam mečken, pa sem videl, da ni nekak teme, pa je šlo šli druge, ker sem mislil, da ne bo toliko veliko, je šlo zelo visok ali pa globoko, kakorkoli vzameš. Hočem reči, lahko se prilagajaš in tudi posvetiš temam in ni nobene omejitve. Lahko bi se, če bi zdaj imela kaj, se mirno lahko pogovarjal še 2 ure, pa ne, noben ne bo omejil. Ne? Ampak, mislim pa, da res je bilo veliko povedanega. Jaz bom kar rabil pri sebi, da malo to spet predelam. Super. Ker si pa že dolgo v borilnih veščinah, ti bo dokaj hmalo jasno vse. Principi so pa principi, a veš. Ja, princip ni en premik ali pa ena beseda, ampak princip je ena Biblija. Ja. Biblija točno določenih stvari, ki se jih moraš držati. Zato principov ni neskončno, zato principov ni ogromno, ampak tisti, ki so hudi. Ne? Naprimer, poštenost, resnica. Ti lahko pišeš Biblije o resnici, o poštenosti, lahko pa samo rečeš resnica. Stop. Ja. V eni besedi vse poveš. Ne? Ja. Nikoli ne bom pozabil, ker sem te še takrat bil na začetku zaslišal okoli teh različnih, to, kar sem te tudi danes, tako različna imena, Shotokan, Kukai, pa ta stil, pa un stil, pa tretji stil. In po moje si se me enkrat naveličil, tako kot otroka, ki ima preveč vprašanj, zakaj. In si mi lepo razložil, lej, to lahko zdaj ti gib. Ampak v končni fazi je zadaj telo in na koncu vse te veščine, vse to znanje kulminira, en gib je optimalen na en način. In ko to je vse, kako se pol temu reče. Ne?
nekaj v tem Različni smislu so je bilo. izrazi za en gib, Ja, vendar ampak- en gib lahko delaš na veliko načinov, kar se tiče naravnih zakonov oziroma kar se tiče stilov živali. Evo. Ja, na veliko načinov, ampak recimo, takrat si rekel, en je nekako dobro za vsako telo, da je nepomembno, kako se reče to v kakšnem stilu, ampak da je pomembno gib, ki je, Seveda, ne vem, ja. verjetno, če greva na čist banalen primer, udarca je optimalen na ta način, ne pa da bom jaz to ramo nekaj ven metal, ne pa da bom nekaj drugega, in ker se to zbalansira do konca, je to vse eno. Ne? Ja, princip vode, princip vode. Princip. Princip vode, princip vode. Konec. Ima svoj glavni princip in to je konec. Stil tigra ima en glavni princip, okoli katerega potem letajo še drugi, pa še drugi, pa še drugi, ampak je en glavni, recimo medved spet in tako. In to velja potem. Ne? Vse, kar je drugega, je samo medsebojno kreganje. Medsebojno kreganje. Ne, to je tako, ne, to je tako, to je boljše tako, to je boljše tako. V starodavnih časih je bilo zelo enostavno. So rekli, aha, gremo probati. Ja. No, vse, kar je drugega, je tudi, ti si zdaj mislil na strukture, pa šole, pa to, ampak je tudi kreganje s telesom. Dokler se ti kregaš s telesom, nekaj še ni v redu. Ko pa začutiš, da si se nehal kregati s telesom, takrat je pa gib. Nekako. Tvoj, ja. Oziroma ti si gib. No, to je še lepše. Andrej, hvala ti lepa. Hvala tebi za vse. Hvala tebi.